Živijo, pokazala bom 3 vaje, ki se jih lahko izvaja že prve tedne po porodu in nam pomagajo vzpostaviti spet te konekcije mišične, aktivacijo trebušnih mišic in s tem tudi pomagajo nekako pri celjenju diastaze. To lahko naredite v bistvu že zelo kmalu po porodu, ni treba čakati, tako da kar gremo na bok. Prva vaja most, naredimo vdih v trebuh, z izdihom zelo pomembno aktiviramo medenično dno, potegnemo rahlo gor, stisnemo, obrnemo medenico, da začutimo aktivacijo v trebušnih mišicah, pa ne potiskati hrbta dol, ker se takoj naredi ta izboklina. Torej sam rahla aktivacija transversusa, dvignemo z izdihom gor do ravnega. Naj bo to vse povezano, aktivirano, ne spustiti, torej ne prsti metati ven, ne dvigati previsoko, ker bo to vse vplivalo na neke bolečine v križu in nepravilno tehniko vaje. Skratka, spet vdih, aktivacija, tako da bi se en steznik zategnil okoli trebuha, dvigneš z izdihom, rebra rahlo potisneš dol, ne preveč, ne forsirati in vdih dol. Naslednji kip oziroma vaja izgleda zelo lahka, ne zahteva veliko pozornosti, je pa po porodu skrajno zahtevna, ker so mišice popustile in je super način, da zopet vzpostavimo te povezave z mišičnim dnom. Tako da kar gremo na bok in na hrbet. Ko ležimo na hrbtu, narediš vdih in potisneš nogo v stran, ven koleno, z izdihom dvigneš medenično dno in aktiviraš transverzus. Vdih, v trebuh, izdih. Pazi, da ko noga pade ven, da se ne obrnejo boki, ker tukaj se spustijo polno vse povezave in v bistvu mišice ne delajo tako, kot bi mogle. Naredimo z obemi nogami. Zgleda lahka, po porodu pa izjemno zahtevna vaja. Zelo pomembna vaja, počep. Ne glede na to, ali si 6 tednov po porodu ali prej, ne moreš sam ležati, treba stvari početi, treba dvigati dojenčka, treba kaj postoriti in super je, da to delamo prav. Kljub temu je pa vaja odlična za krepitev mišic, trebuha, nog, zadnjice, vse te stvari potrebuješ pri materinstvu. Tako da največja napaka je, da grejo ljudje s koleni naprej in s tem začnejo gib. Ampak to ne pomeni, da kolena ne smejo iti čez prste, čez celotno gibanje. To pomeni samo, da ne začneš gibati tako. Začneš ga s tem, ko vključiš kolena, kolke, ramena in istočasno spustiš dol. Istočasno gre vse skupaj dol, zadnjica gre nazaj, ne dvigneš najprej bokov gor, ampak dvigneš istočasno vse skupaj gor. Druga stvar, če je problem, si pomagaš z elastiko oziroma nečim, da se primaš in spustiš nazaj. Tukaj moraš paziti, da tudi če elastiko spustiš, si še vedno stabilna, ker če se naslonaš in spustiš, padaš. To pomeni, da ni prav, torej stabilnost v tem položaju. Če je, seveda, ni problemov in ne boli sramna kost, ne čutite nekih bolečin, je vaja izredno efektivna pri vseh stvareh.